Kakšen bo vaš odnos do denarja? Če imate prepričanja, da denar pokvari človeka, so bogataši pokvarjenci, smem imeti samo toliko denarja, kot ga potrebujem. In kakšno bo stanje na vašem bančnem računu? Pozdravljeni v 5. delu naše serije prispevkov Spremeni stres v uspeh. Danes se bomo takih in podobnih prepričanj lotili na malce drugačen način. Ampak dajmo se najprej še enkrat vrniti k uvodnemu vprašanju. Kakšen bo vaš odnos do denarja, če imate prepričanje, da denar pokvari človeka, so bogataši pokvarjenci, smem imeti samo toliko denarja, kot ga potrebujem? Zelo verjetno ga bomo nezavedno odrivali od sebe. In na bančnem računu ga bo ravno dovolj ali pa malce več, kot ga potrebujemo. Obrnimo zadevo in se lotimo z vidika situacij, ki se nam dogajajo, na primer v službi. Recimo, da nam šef nenehno očita napake, vam na nek način dokazuje, da so drugi mnogo boljši od vas in podobno. Kakšno prepričanje bi lahko imeli? Mogoče pa tako, nisem dovolj dober, dobra, ali pa ne zaupam v svoje sposobnosti. Kaj pa, če se vedno trudite, da vse naredite takoj, čim prej, da imate obilo stvari in ste pod časovnim pritiskom? Mogoče pa imate prepričanje, vse moram narediti takoj. Ampak, da se razumemo, tega prepričanja se sploh ne zavedate, o tem govorim. Ali pa recimo, da vam šef nalaga nove in nove naloge, pa čeprav imate dela že čez glavo. Kaj pravite na prepričanje? Ne smem reči ne. Pa gremo še domov. Recimo, da imate občutek, da vas partner ali pa partnerka nima rad. Ste pomislili, da imate mogoče prepričanje, nimam se rad? Z današnjim elektronskim sporočilom ste prejeli tudi datoteko s primeri prepričanj, oziroma je ta datoteka na voljo tudi na spletni strani SZKO-ja. Vabim vas, da si jo naložite in natisnete in lepo po vrsti pregledate napisana prepričanja. So sicer razdeljena v 4 skupine, ena prva skupina se nanaša na denar, druga v zvezi s službo oziroma poslom, tretja posvečena bolj osebnemu področju in odnosom, no in četrta v zvezi s težo. V tej datoteki na levi strani vidite so kvadratki in predlagam vam, da greste po vseh teh prepričanjih in v kvadratke v levem stolpcu označite, če mislite, da imate tako prepričanje. Torej, če mislite, da imate prepričanje, količina denarja je omejena. Ali pa denar pokvari človeka. Denar je pomemben. Torej, označite recimo s križcem v tem kvadratku. Jutri pa vam pokažem, kako lahko ne zgolj ugibate, ampak dejansko preverite, če imate tako prepričanje. Pa še nekaj, se veste. Zdaj že ponavljam v praktično vsakem video prispevku. Pomislite, kaj se vam je zgodilo včeraj in kako ste se v tem čutili. Vzemite svinčnik in papir in si to zapišite. Če pa imate kakšno vprašanje, lepo prosim, pošljite nam ga, z največjim veseljem vam bom odgovoril v enem od naslednjih prispevkov.